nimamo neke napovedi. Dober dan, ura je 12 minut čez 14 in to je oddaja, pogovorna oddaja z naslovom. Fuck, jaz to moram videti. Ja, knjigo si napisala. Tako je. Knjigo si napisala. Kak kliker se ti mora vžgati v glavi, da rečeš, da imaš knjigo napisal? Kaj se je zgodilo? Pa, kaj te vem, meni se zdi, da danes že vsi govorijo, da bi radi knjigo napisali, ampak... To sem eno dobro knjigo bral, v kateri je pisalo ta quote, da bi mogel človek tako živeti, da bi lahko na koncu življenja knjigo napiše. Ne? Ja, no, pri meni je bilo tako, da sem, ne vem, zakaj jaz imam vedno ful rada moške. Mislim, ne samo v seksualnem smislu, ampak tudi sicer, veš. Si se družila več v moški družbi? Vedno sem se družila s fanti, že v vrtcu pa to, ne, in ful ste mi pač fajn, ne. In, hvala. Tudi ti si zelo super. Čakaj še. Čakaj, da me začne pikati. Ne, in tako se mi je zdelo, pač, ko sem te neke spremljala, pač že zgodbo svojih dveh, ki sta ločena, recimo, ne, pa potem zgodbe, ki so se okoli mene dogajale, pa naprimer, ne vem, opazila sem, da se me ful dotaknejo zgodbe ljudi, odnosi, predvsem moški, ženske, in bolj, ko sem tudi sama zajadrala na to področje življenja, ne, se pravi, ko sem imela te neke fante in potem moške, sem v enem trenutku prišla do spoznanja, da pač nekdo more moškim na lep in prijazen način povedati, kako je treba delati z nami sodobnimi ženskami, ki smo se spremenile, ki nismo iste kot vaše mame. Ne? In to je bil en taki ful močni, res močni drive in je bilo treba si samo čas vzeti in pol se je zlilo na papir. Ok. To se strenjam, da rabiš časih. Sploh jaz malo se čudno čulo, ampak jaz rabim pravno, en mi mora točno povedati, to, kar delaš, ni diht. Ne, ampak jaz včasih res ne opazim drugih ljudi, okoli sebe ne opazim signalov, ker jaz pač sem v svojem svetu, svoja špura in potem pač, tako si rekla, rabiš napotek, kaj storiti. Ja, v bistvu si v svoj škatli. Ne? Jaz imam prvo poglavje, ki sem ga napisala, je moške škatle in ženska inštalacija. Ni sicer moja domislica to je Mark Gangers izmislil, ki je tudi komik, pa pastor, to je ful zanimiva kombinacija. In je pač rekel, da pač moški delujete skozi miselni sistem škatl. In to, kaj zdaj razlagaš, ne, se pravi, da ti mora nekdo bolj natančno ali pa res konkretno povedati, to večina moških pač rabi res konkretno. Mi ženske, ki pa imamo inštalacijo, pa ful težko bolj konkretno dajemo navodila, ker nam to pač skozi leti in bolj tudi vam tako podajamo informacije. Ne. Ja, reči to preacher, pa komik ni tako redko. No. Res? Dejansko je bil en najboljših komikov, ko vedno poznam, kako mu je ime, je bil preacher. On je, v bistvu, ko je bil mali, je padel na glavo in je takrat začel se full recklessly obnašati, ampak so bili vsi župniki, protestantski v familiji, ampak njemu se pol v enem momentu, ko je bil že župnik in vse, imel že tudi familijo, pa bla, se mu je spipalo in grem na oder in je tak v 2-3 letah je bil v 80-ih en največji. Vedno poznam, kak mu je, vedno razlagam to zgodbo v folku, sem vedno poznam, kak mu je. Ampak ja, mislim, veš kaj, odrsko prezenco imaš, ne? Navajen si že govoriti publikam, znaš jih usmerjati, znaš zgodbo pravilno povedati v smislu, tako da bo oni vse razumeli in je toliko lažje, ne? Ampak se mi zdi zanimivo, recimo pri stand-up komediji, da meni je ful dobro, ko na stand-up komik tudi sporočilo predatne. Se pravi, da ne gre za neke gole vice samo ali pa joke, ne? Ampak da dejansko pač vse skupaj tudi pritisne na tiste neke... Ja, da ni smeh samo zaradi smeha, ne? Tako. Da hočeš še nekaj povedati na koncu. Ja. Ja, ok. Gremo nazaj na knjigo, zdaj smo spet zajadrala v stand-up. Ok, in ti si v enem momentu začutila, da pač je treba nekaj narediti, da je treba neko sporočilo predati in si pač, ker šla si pisati in prvo zapiski in pol prepisi, rokopisi in tako dalje, kako je izgledalo? Ja, mislim, tak bi izgledal pravilni pisateljski proces, ne, ampak zato jaz pravim pri sebi, da sem intuitivna pisateljica, zato ker je ta knjiga res nastala ful intuitivno, ni bilo nekih ful priprav, jaz sem si sicer narisala miselni vzorec, kaj želim se vključiti v knjigo, to pa je tudi maksimalna predpriprava, ki sem jo naredila, potem sem pa samo rekla si, da hočem pač eno poglavje na mesec napisati
In to je bil edina neka omejitev, ne? Ker nisem se hotela preveč omejevati, nisem se hotela preveč, da me ne bi pač tisto kreativo ubilo. Ne? To pa je bilo. In potem sem tudi, da bi ostala resna pri tem, ne? Ker tako sva prej govorila, marsikdo reče, bom napisal knjigo, pa je pol nikoli ne napiše, ker vseeno knjiga je pač neka predanost, da ti pol pač res napišeš od začetka do konca, se moraš vedno znova vračati. Podobno kot diplomska, magistrska. Pač upaš, tudi verjetno, prije slabi trenutki. Zgubiš, malo tisto neko, težko se je. Včasih jaz recimo kot pisateljica rabim 2-3 ure, da en blog sploh začnem pisati. Tako se mučim vsak stavek za stavek, ampak koliko pa premagaš to, ko pa steče si pa tak srečen, res ko... Padeš neko energijo in pol gre... No in pol sem rekla tudi, da bom imela to disciplino, sem začela pač kar ta poglavja kar direkt na blog objavljati. Ne? Se pravi, da sem kao neko zavezo si ustvarila do bralcev že, ne? Vsak mesec pride eno poglavje, en zapisek na blogu. Ne? In tak je potem v približno 1 letu nastala ta knjiga. No? Ampak sam proces pisanja je bil pa, tako kot sem rekla, zelo intuitiven. Jaz sem imela sam naslov, in potem sem samo pisala in je zlilo se z mene res ta vsebina. Ljudje so me zelo hitro, potem ko je knjiga išla, spraševali, tudi novinarsko vprašanje prvo je bilo, pa odkje ti to, ker jaz sem bila stara 28 let, ko sem to knjigo napisala, ne? Odkje ti to vse veš, se ne more taka mlada punca pač vse to vedeti. In pač moj prvi odgovor, ker nisem bila pripravljena, je bil pač tudi, da ne vem. Ne? Nisem zdaj, knjiga ne temelji na ful nekih znanstvenih dokazih, na nekih ful mojih raziskavah, ne? Ampak je napisana čist po feelingu, pač neko žensko sporočilo moškim. To, kar bi ti mogoče hodila povedati, nekomu res realnemu tam veni, kolegu, ki ima probleme, tak naprej, bilo komu si samo dala na papir. Tako, jaz, ko sem pisala, sem si prav dala sem si to v glavo, da more ta moški, ki bo to bral, pač imeti občutek, da z mano sedi na kavi in da se pogovarjamo čist življenjske stvari. Cool. Dansko Jordan Peterson je na podoben način napisal 12 Rules for Life, ta kontroverzna knjiga, ampak on je dansko nek blog delal, ali neki študenti so mu pol rekli, da je to napiši knjigo in pol sem raztegnil teh 12 poglavij. Tako da podobno, ne? Ja, imaš različne vrste, recimo pisateljev, pa različne pristope, ne? Meni ful ne funkcionira pristop, kjer bi se ful preveč pripravljala. Je pa res, da imam pol težave, ko pišem zgodbe. Zdaj v tej knjigi so tudi napisane v bistvu zgodbe iz real life, recimo temu, ali pa primeri, ne? Kako bi to izgledalo v praksi. In to so na nek način kratke zgodbe. Ne? In jaz imam pol problem pri zgodbah, ne, da se ful preveč zapletem, ker se ne pripravim, ne izdelam si likov v glavi, ampak ker pišem. Ne? In je tu potem malo drugače, kot če ti samo pišeš neka spoznanja, neko filozofijo, ne, kjer pač lahko odpreš glavo in pišeš, ne, in če imaš nek talent pisateljski, spraviš to v neko, jaz temu pravim, ješčo obliko. Ne. Ampak pri zgodbah pa že moraš biti malo bolj strukturiran, zato da spraviš tisto, ne, pač začetek, vzpon, vrh in zaključek skupaj. Ne. Ok, pod vprašanje malo ven, ampak koliko je za tebe pomembna struktura šablona in koliko je pomembno pač kreativno? Moje mnenje je, da pri meni je ful pomembno, da imam urnik in si moram gor vse napisati, kraj bom pozabil, ne. Pokliči, ne vem, onega, zato si moram napisati. Jaz moram imeti ta okvir, da pol, ko vse rešim, sem sproščen in ko se vsedem za pisanje materijala, ne, za stand-up, pa gre, pa se zlije ven, tako si prej rekla, nekaj naenkrat pride. Ampak jaz res dejansko rabim ful discipline, ker sam po sebi nisem discipliniran, se moram ful si napisati, idi laufat, idi ono, moram prav urnik imeti in pol, ko sem to naredil, je pol to lažje. Kako ti to vidiš, pa kako uporabljaš? Jaz v bistvu sem tudi taki človek, čeprav mogoče, ko zdaj govorim, da sem to knjigo intuitivno napisala, ampak glih tak sem si mogla zastaviti, tako sem rekla, pač na mesec mora eno poglavje priti in mogla sem se prav zorganizirati in živela sem v bistvu na Dunaju v eni ful mali garsonjeri in za mano, v bistvu sem delala kar na jedilni mizi, ne, in potem za mano je bila že kar postelja, ki me je vedno vlekla nazaj in to je pomenilo, da sem vedno mogla iti ven pisati, ne, se pravi, sem si mogla najti lokale, celo nekaj je bilo dokazano ali nekaj je bilo že neke raziskave, da ta
šunt, ali kako se reče, oziroma Da lažje delati, ja, baz v kavarnah, da je zelo produktiven za pisatelje. Ja, ker je podobno to evolucijsko gledano, si vedno bil poleg reke, ki šumi, ali poleg gozda, ki šumi, ali poleg slapa, ali ne vem česa. In nikoli ni bilo čiste tišine do nedavnega, zdaj, ko imamo pač izolirane stanovanje. Tako, ja. No, ampak kar se pa tiče organiziranosti, pa pri meni tudi je kar pomembno, čeprav jaz sem v bistvu pred 3 leti pol tudi rodila, ne? In zdaj imam pač 3-letnika doma in že v bistvu vsa 3 leta ne pridem do tega, zares do tega časa, razen po noči, ne? Sicer si pol neprespan, ne? Ampak dokler nimaš otrok, si ful lahko organiziraš življenje, ne? Da si pač tiste svoje stvari opraviš in da si pol nekako zorganiziraš ta prostor za pisanje, ne, in ustvarjanje, ne. Ko pa imaš še enkrat otroka, je pa to ful velik izziv. No. Ja, svobode je več, če nimaš. Ja, mislim, zelo malo je te svobode, pa tudi problem pol pri pisanju, jaz ne vem, kak je to pri tebi, ampak če si jaz veš naredim v torek ob 2 do 4 bom pisala, takrat ne morem pisati. Ker je preveč na silo, ker je preveč več tako zorganizirano. Ne morem se prisiliti navdiha v glavo. In meni se ponavadi ta navdih ravno pride zvečer, ne, tako kot pri večini pisateljev. Ja, ne, zvečer jaz ne morem. Je pa res, da jaz nimam zdaj ob 2 do 4 se usedo in zdaj morem. Ne. V bistvu je ponavadi tak, da pišem, jaz vse druge stvari naredim. Jaz se zjutraj pripravim program za radio, jaz se zjutraj pokličem, koga moram poklicati, moram mail poslati, moram one slike, moram javno. To vse naredim in potem, pa grem v mesto, na kafe, pa se usedem, pa se dam liste, ne? Yeah. Pa včasih je tudi tako, veš, da tule čutim, da ta punchline ni v redu. Ali pa sploh ni punchline, pa bi mogel biti. Ali pa kaj če obrnem to zgodbo. In tudi, če ne gre v tistem momentu, imam urnik, kamor si napišem, stran 16, ta pa ta tema, manjka punchline. In ga pol pač, veš... In se vrneš k njemu pol. Naslednji dan, dan zatem, čez 2 meseca, enkrat bo pač tista ideja prišla in pol je. Ali pa pišem na način, da si na glas govorim in kaj narobe rečem, ker imam malo disleksije očitno, ne? In včasih grem v napačno smer, pa sem tak, če se to naprej še poparata dejansko, ker zafukam. Ne? Viš, to je ta, se mi zdi ravno intuitivni proces, ne? Ki če mu dovoliš, da se zgodi, ne? Je bistveno boljši in če si dovoliš pustiti pač kreativnemu sistemu, da gre izven meja, da pridejo res zanimive stvari. Ne? Bi lahko rekla temu avtomatika, da se nekam daš, kaj bo, pa gre samo od sebe in pol... Ja, lahko bi rekla avtomatika tudi, ja. Misliš bolj v tem smislu avtopilot, ne? Ja. Se pravi, da spustiš v bistvu vse neke nadzore, ne? Ja. In potem, definitivno pri pisanju je tak. Jaz se včasih počutim pravzaprav kot nek pianist. No. Vem, da je to ful smešno, ampak jaz si ful nabijem glasbo, ponavadi, ko pišem, res moram si dati ful na glas, zato da se lahko res umaknem iz prostora, v katerem sem z glavo. In potem včasih, ko pišem, pa kar začne leteti, ne, in kar pišem in pol kar malo se še premikam zraven, veš, tako pišem, ne, tako s celim telesom. Cool. Glavnem je pol je res tak, ja, v bistvu, neka avtomatika, ne zavedaš se več potem, mislim, pol se včasih me zavedam, kak sem jaz not, ne, ampak, ja. Kaj pa občutek, ker pač s tem, da iz sebe izhajam, to je tek, da pač nekaj napišeš, tebi se valjda zdi hecno, ne, ti boš zdaj milijone s tem služil, ne, ampak pol greš na oder, pa ni, si spisal, vrejo, bom šel naslednji teden, bom spet popravil, ali pa bom čist nekaj X naredil. Knjiga pa ni tak, ne, knjiga pa je dejansko vložek, je denar v to in zdaj verjetno jo daš kolegom, mami, fotru, ne vem komu jo daš, pač za preveriti, ampak za širšo javnost pa ne veš, kak je bil ta občutek, ko si dejansko bila tak, zdaj treba to ven dati. Ja, kar je zanimivo pri meni je, da sem že od vsega začetka me ful drivalo to poslanstvo in nisem imela tak po mojem je to edini projekt v življenju, kjer nisem bila toliko ful obremenjena za tem, kaj si bo ljudje misli. Ker je bil toliko močni, intuitivno, toliko je bilo, da moram jaz to napisati in dati ven, da ni bilo teh težav. Ja. In potem je tudi, ko je v bistvu knjiga prišla na sceno, je bila takoj dobro sprejeta.
In od takrat dalje, pač odkar imam to izkušnjo, ful zaupam temu svojemu intuitivnemu pisanju, kjer se pač ne sprašujem, ali je to bralno ali ni bralno, ali je to trend ali ni trend. Ne? Res pa je, da posledično trpim, pod narekovaji, bistveno manj mogoče ogledov ali pa dosega v družbi, kot pa bi ga, če bi prilagajala svoje naslove ali pa če bi oblikovala v glavi si, kak zdaj pač nekaj napisati, da bo sprejeto. Ne? Vedno je neka pop kultura nekje. Ne? In ta pop kultura, če jo skineš, boš ful zaslužil. Se moraš ful prilagoditi. Pa že rabiš človeka v marketingu in pol ti on reče, ne tega tak pisati, to moraš spremeniti. In ravno to se jaz ful težko se mi zdi, prilagodim. Ne? Sicer tu je vedno pol ta konflikt, verjetno pri tebi tudi, ne? Do kjere mere zdaj pač vztrajati pri svojem, ne? Kje pa se prilagoditi, ne? Ker na koncu vsi hočemo živeti od tega. Ja, mislim, stand-up komedija je vedno tak, da pač itak moraš njim ugajati, ne? Da si boš smel, se moraš najti tudi, ne boš jim ugajati, če nisi ti sproščen, če nisi to, kar si. Če nisi pristen, istočasno. Ne boš, mislim, ne bo ratalo, ne? Ker če boš ti bral od Perice ali pa od bilo koga drugega material, pa boš ga bral točno tako, bi ga on bral, mislim, povedal, ne? Pač bo je tak, ne, to ne štima, ne? Ti imaš pač narobe, fris imaš za te zadeve, ko jih govoriš, ne? Razen, če se s čem ful začutiš, ne? Če si igralec, ne? Ja, ali pa recimo, što ga imam zdaj v mislih, ne? Oliver Dragojevič, ne? Ja? Jaz sem mislila, da je on vse komade sam napisal, ker jih je toliko dobro toliko jih je pač z neko dušo odpel, recimo, ne? Da ko sem šele po njegovi smrti prebrala, da je, ne vem, mislim, da 99% komadov napisal en drug, ne? Sem bila čisto šokirana, ampak... Ja, eni pravijo, da to je industrija, ne? Se pravi, ti moderni pevci, ne? To, kar se zdaj vrti na radio, nimajo več duše. Svojih. Ja, ok. Oni imajo samo... Ne vem, ne bi rekel glih duše, ampak oni imajo samo potrebo po nastopanju. Oni so prišli do nekega momenta, ko lahko odpojajo vse, kar hočejo odpeti. Torej so se že potrudili, to jim jaz dam. Ne? Razen kakšni oni reperi, ko so kaže mumble reperi, ko več, kaj je to? To sem pa prestar, oprosti. Da bi razumel. Zdaj, ko omenjaš, ker sem ravno zadnjič bila na open micu od 10 in je pižama, ravno ta joke me, oziroma pač o tem je razlagal, pač da tudi on prestar. In tudi jaz ne vem, če sem sploh naletela že na to, ampak ko je razlagal, se mi zdi, da bi se isto počutila kot vidva. Videl sem en video, ko je pač real estate agent, nepremičninski agenti, je pač prodajala enemu to, mumble rapper, neko stanovanje, ful veliko, ker je on ful uspešen, pa domen od nas ne ve, kdo je, ampak on je ful uspešen. In ga ni nič razumela, ker je ja, ampak da se vrnem. Pač ja, imaš pa ljudi, ki ne znajo peti, ampak bojo super komad napisali. Veš? In zdaj vala njemu dam nekaj beg, ker hočem njegov komad peti. Zakaj pa ne? Zakaj bi se ne pomagali? Ne? Sicer je pol čudno, ker pač piše Robbie Williams, ne? V resnici pa je on samo odpel. Ne? Včasih je tudi tak, da je, ne vem, Diane Schlossling, ali kak je že ona, ko je full vsem, ona je full songwriterca v Veliki Britaniji in piše, da ste skupaj napisali. V resnici je ona spisala, ne? On pa je pač pol si prilagodil, sta se enkrat vsedla s kitaro, pa sta tak naredila. Vse pri knjigah imaš tudi to, ne? Imaš te ghostwriting, oziroma ko so pač neka imena in potem piše to na veliko, pa z malim piše še tistega, ki je dejansko napisal knjigo, ker ima bolj pisateljski talent, nima pa mogoče vsebine, ne? Ja, mislim, to je tudi ena od stvari, ko moraš res slabo napisano knjigo prebrati, da vidiš, kaj to je, ko se ne moreš koncentrirati, ker je tako te mede in meče ven iz fokusa in si tako nekaj. Sploh prevodi so včasih tako slabi, da iz angleščine prevajajo eno besedo v dve različne slovenske besede in te ful mede to, ne. Glih za eno knjigo berem, ko je tako slabo napisano, da sem si prišel na sredini knjige gor, a ja, to je ena in ista beseda v angleščini, bila, ko ste jo narobe prevedli in za mene medete, ne, ker so bili, mislim, da je bilo banditi, pa ne teroristi, ampak nekaj takega, ampak sem si... To s prevodi je v bistvu ful problem. Tudi za slovenskega pisatelja, ker zdaj, gledaj, jaz, naprimer, sem za slovenščino omejena na ful mali trg, ne. Če pa hočem knjigo spraviti v tujino, sem pa odvisna od prevoda in prevajalca. In
tuj folk bo mene kot pisateljico spoznal po prevodu, nikoli po originalu. In prevod, da ga dobiš tako dobrega, kot je original, mislim, to se mora toliko stvari poklopiti. Meni ne more knjige prevajati nekdo, kot drugače prevaja akademske članke ali pa navodila za hladilnik. Pač to ni isto, ne? To mora nekdo, ki isto kot jaz čuti in intuitivno pač piše in lahko spravi, pač še enkrat napiše mojo knjigo, ampak pač v tujem jeziku, ne? Občutek za jezik. Jaz mislim, da bi mogel imeti občutek za oba jezika in z tistega, ko prevajaš in v tistega, ko prevajaš, ker pač moraš čutiti, mislim, se nas sporočila čutiš, če ne razumeš vredo jezika, ne? Pol je šele sporočilo, ko ga moraš ti začutiti od osebe, kaj oseba hoče povedati, ampak samo tehnično gledano je treba pač res začutiti prevod in ga potem premisliti, kako boš ti to v angleščini nekomu povedal, ki prihaja tudi iz ene druge kulturne sfere. Pa še to kulturno, če zdaj recimo na mojo knjigo se naveževa, naprimer, moški-ženski odnosi, ne, pač niso povsem svetu isti. Jaz recimo v svoji knjigi zelo poudarjam ženstvenost. Jaz se v svoji knjigi zelo, ne rekla borim, no, ampak spodbujam moške, da v bistvu ženskam pomagajo z svojo ljubeznijo najti spet isto ženstvenost v njih, ne? Torej v ženskah. In če ti v Ameriki, mislim v angleščini, ženstvenost je takoj femininity, pač ni druge besede, ne. In če ti femininity omenjaš pač v Ameriki, zelo hitro gre na feminizem. In zelo hitro gre na feministično in pol pa moja knjiga na trenutke zveni, pa ni to res, ne, ampak zveni tak na hitro, če jo preletiš, kot da hočem pač ženske nazaj za štedilnik postaviti, ne. Ker jim pač skušam povedati, umirite se malo, ne? Dajmo iti nazaj k svojemu originalu, kaj v resnici si želimo, kaj v resnici smo, ne. In pač ne vem, koliko bi se recimo ta knjiga obnesla na ameriškem trgu, ne. Ker že ko sem delala prevod in sem potem za eno Američanko malo korigirala pač to angleščino, je bila skozi zgrožena, kako jaz zdaj to mislim, pa kako jaz zdaj to mislim. Ona je verjetno hodila razumeti, da bo lahko prevedla, ne? Ker pač to je res problem prevajalcev, sploh če iz nekega drugega okolja prihajajo, ne. Mislim, sebi pač, mogoče povej svoje mnenje, ali pa kako se tebi to zdi, ampak feminizem je šel iz neke ideje o tem, da pač smo vsi enakopravni, oziroma da bi mogli biti enakopravni, je šel v nekih momentih, ne vem, ko so zapirali te protestnice in bla, bla, bla in ne vem, kaj vse je bilo. In zdaj je prišel jaz mislim, da v eno močno strukturo, ki dejansko spreminja kulturo, ne. Zdaj pa s tem nič ni narobe, ampak vedno, ko eno gibanje, en človek, ko dobi neko moč, prej ali slej se najde nekdo v tej strukturi, ko začne to izkoriščati in za svojih lastnega ega, za svojih lastnih problemov, so pol vsi ostali krivi, ne. In zdaj se feminizem, ki definicija besede ali pa pač ideja je, valjda, bilo komu bo šel, danes je res redko komu bo šel, pa je još rekel, ženske so enakopravne, pa rekel ne. Ne bi smele voliti. Ne, pač tega čuješ danes, ne. Ampak če pa, to je osnova feminizma, bila v bistvu. Ampak če mu pa rečeš, feminizem je cool, bo pa že malo nazaj stopil, ne. Kaj ti misliš, ne? Jaz mislim zelo podobno kot ti, pač se mi zdi, da je osnovna ideja bila dobra, potem pa je šlo vse skupaj v preveliki ekstrem in da še vedno se mi zdi določena promocija nekih ali pa spodbude, ki prihajajo iz feminističnih krogov, so mogoče preveč šle potem v to obratno, ne, dajmo pa zdaj mi zatirati moške, ker itak imajo preveč, pa bomo se tako dvignile, da bomo pač zatirale moške. To se mi ne zdi pač prav, ne. Absolutno enakopravnost spodbujati, ampak istočasno pa potem se vprašati, a res ženske moramo igrati na istem igrišču kot moški, ne. A res smo lahko srečne kot direktorce velikih podjetij, 12 ur v službi, otroke pri varuškah, ne vem, vemo, da pač v praksi se vsi posli sklepajo izven delovnega časa na pijačah, kar je čisto ta neki moški način, ne. In pač za ena ženska, ki hoče, more začeti igrati moško igro, kar pa pomeni, da začne tudi sama sebe spreminjati na moški princip. In jaz osebno pač, to je sicer moje mnenje, mislim, da taka ženska ne more biti zares srečna, ker ni povezana potem z ženstvenostjo in z tem, kar ženska v resnici si želi, ne.
Lahko je, mogoče lahko kera je, ampak jaz sem tu podobnega mnenja, pač kapitalizem je moški sistem. Če bi dal 100 žensk na kup, pa bi jim rekel, zmislite si nek ekonomski sistem, nikoli ne bi kapitalizem prišel. Pač to je moški sistem, mislim, samo moški so bili, večina moških so bili vodje držav, pisatelji, vse je bilo do nedavnega tak, vala je tak sistem ven prišel. Ne? Zato je tudi verjetno feminizem dobil to moč, ne? Ker je bilo, razmerje je bilo porušeno, ne? Se pravi, ful dolgo je bilo vse moško, ne? Zato je tudi kapitalizem prišel. Zdaj, če bi šli mi moški, ne, na žensko igrišče špilat, nam bi bilo tudi težje. Ne? Avtomatsko bi ti bilo težje, ker ne razumeš eni stvari in jih tudi po svoje razmišljaš in v svoji glavi drugače vidiš stvari, ko pa tam v resnici so. In ja, še tako si rekla, pač težje je. Jaz lahko verjamem 100%, da je ena čist sposobna biti direktorca in to vse handlati in je vse cool. In tak primer je naprimer Gary Vee. On pravi, jaz nikoli ne grem na dopust, jaz nikoli ne grem. In pol imaš toliko followerjev, ko so ful pod stresom, ker mislijo, da mora biti isti kot on. Se pravi, jaz ne smem biti. Gary Vee to dela brez vsakega stresa, po mojem, to je moje mnenje. On res uživa v vsakem haslu, tako pravi, vsakem biznisu, vsakem pogovoru. On res uživa in mu to stres odriva stran. Ne. Pomaš pa ene ljudi, ko to gledajo, ne, sporočilo, ki je sicer super sporočilo, če mene vprašaš, ampak pol mislijo, zdaj pa je isti bit, da mi bo ratalo. Po čim krajši poti moram v tem sistemu priti do momenta, ko ne bom več rabo delati. In to bo bolj sreča. Ne bom rabo delati, imel bom ful denarja, imel bom bla bla bla, ne vem kaj. In so pod stresom. In polih kapitalizem res poje. Ne? In isto se po mojem dogaja večini žensk, ki pa vseeno, ne, ženska po mojem mnenju, večina žensk pač ima v sebi ta nek biološki vzgib, da hoče postati tudi mama. Ne? Zato jaz pravim, da se ženske na dva načina pač moramo resničiti, zato da smo lahko srečne. Eno je pač skozi materinstvo, ne? In eno je skozi delo, ki nas veseli, recimo. Ne? Zdaj pa v praksi, kakorkoli mi teoretiziramo in idealiziramo stvari v današnjih časih, v praksi je zelo težko biti predana mama in istočasno predana nekemu poslu oziroma nekemu delu. Ni dovolj ur, enostavno dnevno. Preprosto ni dovolj ur in ni energije. In potem še tukaj, če še štejemo pa tukaj, da si še pač ljubeča žena in predana pač ženska svojemu moškemu, kar si tudi vsaka ženska želi, preprosto ni človeško več. Ne? In tu nastane problem potem v tem, če so ženske vzgojene na način, ali pa da se jim ta sporočila spošilja, ti ne rabiš moškega, ti lahko vse sama, ti moreš vse sama, ti moreš priti do vrha. Zakaj bi ti bila tam samo nekje na sredini v firmi? Zakaj ne bi šla do vrha, če lahko? Ne? In to vse lahko z otroki. In to se mi zdijo napačna sporočila, zaradi tega, ker v resnici v praksi ni toliko možno, pač je možno, vedno je možno večini ljudi pa težko. Ali si srečen, ne, potem, ker si izčrpan. Ja, v bistvu to sporočilo, ki je feministično sporočilo, te uči, da si manj vredna, če ti na vse to rata, ali pa če ti rata s pomočjo moškega, ne, ker ne, ti lahko sama. Ja, res je, da lahko sama, ampak tudi vsi Winston Churchilli in Albert Einstein ne bi uspeli, če ne bi imeli podpore vseh ljudi okoli sebe. Zelo pomembna podpora je verjetno bila žena. Vedno, ja. In če zna moški v bistvu potem ženski dati to neko zaslugo, to neko vrednost, recimo nazaj v odnosu, ne, potem po mojem ženska nima niti toliko tega potrebe, da bi se tudi sama izpostavljala in si gradila neko svojo samostojno, ultimativno samostojno pot, kjer bo tudi ona se ob njemu postavila ob bok po družbenih normah. Ne. Žal pač družbene norme so tudi tak, da je ženska, ki je doma z otrokom, avtomatsko manj vredna, ker se danes vse vrednoti skozi denar. In pač ti ne moreš materinstva vrednoti. Zdaj so delali neke raziskave in je pač mama, ki je doma, je isto po številu ur in naporu, kot da bi delala 2,5 polna šihta. Ja. Ampak to je že v neko normalo spravljeno. Ja, bi moglo tega biti. Ti lahko vse sama. Ti lahko to. Ja. In tu prije problem, ko se v bistvu ideja feminizma začne sama sebe jesti. Tu, mislim, to so ekstremi, ampak bili so neke ideje, da če dva greta seksat in zdaj sta oba pijana
je to posilstvo, ampak je on njo posilil. To je bila feministična ideja, ki je zelo, zelo neumna, sploh v smislu, ker kaj ženska se ne zna kontrolirati, ko je pijana, ali kaj? Moški se zna, ona se pa ne zna, torej ona ni odgovorna, on je odgovorna. Ki je pol spet enakopravnost, ne? Pol je treba enakopravno tudi odgovornost prevzemati. Ja, bi jo nazaj tožil, ne? Pač jaz sem taj posilil, ti pa meni, v bistvu pač sta bila nažgana, pa se je zgodilo. Proste, ne? Ja, sicer tu zelo vedno kočljivo se sploh o tem pogovarjati, ne? Ker nikoli ne vemo, kako se realno situacije zgodijo, ne? Se pa strinjam s tabo, da v bistvu enakopravnost pomeni tudi enakopravno prevzemanje odgovornosti za stvari, ki se zgodijo. Tudi pri otrocih, tudi ko se naredi otrok, pač ne, oba smo ga ustvarila. Ne? Ja, ko pridejo otroci, se še to bolj zaplete, verjamem, ampak to so za ekstremi, to se menimo ekstremi. To ni večina ljudi na to misli, ne? Večina ampak ljudi živi. Ampak ekstremi nastanejo v bistvu zaradi tega, ker se mi zdi pritiskajo skozi te ekstremne ideje. Ne? Zelo je treba paziti, kako se komunicira stvari v družbo, ne? Zato da potem ne pride do takih ekstremov. Ne, po mojem. Recimo zelo nevarna ideja se mi zdi ravno to, da se punce vzgaja, ne rabiš moškega. Ne rabiš fanta, ne rabiš moškega, zato da ti bo uspelo. Sej, to je teoretično res. Sam isto kot so ti uspešni moški, ki si jih prej omenil, rabili v bistvu ženo zadaj za to neko čustveno podporo, za to, da so imeli dom, da so imeli ta mir, kamor so se lahko vrnili, ne? Pa tudi vero vase. Ne? Isto rabi ženska, pač to neko spodbudo. Ne? In pač moja definicija je, če zdaj govorimo o heteroseksualnih pač odnosih, da pač to je nekaj najlepšega, da lahko moški ženska se dopolnita in se povežeta v eno celoto in sta oba dva zaradi tega kot posameznika tudi močnejša. Če pa je punca ali pa ženska v tem prepričanju, jaz ne rabim moškega, se pol tudi tako obnaša v odnosu. In potem je moški zmeden, zato ker mu ženska hoče odigrati potem vlogo in moškega in ženske, in vzame njemu, v bistvu temu rečemo po domače, da mu odreže jajca, v bistvu mu vzame to vlogo moškega in moški več ne ve potem, zakaj sploh je v odnosu. In zato imamo tudi polno teh nekih, se mi zdi, zmedenih moških, ki ne opravljajo pod narekovaji te neke svoje. Ja, jaz sem bil verjetno ena od prvih generacij, ko je šla čez to, ampak če se spomniš, kakve so bile nanizanke, pa razne oddaje, ko smo bili mali, ne, pač ne vem, vedno je bilo tak, da je ženska spadla tista, ko vse naredi, pa pač vse ima pod kontrolo in je vse ono. Moški je vedno bil tisti, ko je pozabil, kdaj ima kdo rojsten dan. Ja. Ali pa nekaj takega. To je bilo ful tega. Ne? To je imel Bill Maher, imel en tak dialog. Ne? Kao v vseh oddajah oziroma teh nanizankah je časih bilo tako, da on je vedno lahko srečen, da jo ima. Ja. Ne? In jaz sem s tem gor rastel. Naprimer, jaz sem to mislil, da je to realnost tam zunaj v tem svetu. In pol prideš nekam, pa si ti, to pa ni tek, ne. Ampak ful je, tako si prej rekla, da je treba paziti, kako komuniciraš ven. Ja, sam nikoli ne veš, kje je ekstrem, pa kaj je ekstrem, ko se ekstrem rojeva. Tako. Jaz sem bolj mnenja, da je bilo treba vse poslušati, komunicirati na veliko in vse posod in dobenega cenzurirati in dobenega skenslati, razen dober, če si neonacist ali pa kaj, ne. Če smo čez neke stvari šli kot človeštvo in zdaj vemo, da načeloma to ni v redu. Ne? To valjda, ne moreš tega govoriti. Ne? Ampak, kar se tiče same komunikacije, pa moje mnenje, da je boljše, da je več. Ne? V bistvu se kar strinjam tu s tabo, ja? Ampak pol pa moramo spet paziti, po mojem, kako vzgajamo otroke. Ne? To itak se mi zdi najbolj primarna skrb, ki bi jo mogla družba imeti. Se pravi, kako vzgajamo naše otroke, da bojo znali pa potem iz tega širokega spektra informacij potegniti tiste res dobre za človeštvo, kateri vzori so pozitivni za res. Ne? Ja, samo ne veš, ne? Ker ne veš, kaj je ekstrem, pa kaj je dober vzor, ko se to rojeva. Na začetku, veš, nacistom se je fajn to zdelo. Nacistom se je to vrelo zdelo, tudi podpirali, vse so jih volili na koncu konca. Niso oni celega načrta povedali, ne? Seveda ga niso, ne? Ampak načeloma so mislili, to bo vrelo, nam bo potem boljše, če bomo za tega človeka volili. Ne? Volili so tudi za Orbana, volili so za poljskega predsednika, ko ne vem točno kako ime, ampak je isto ful desničar in dobenega ne spusti noter. Ampak ja, družba je v tem trenutku ful razdeljena, tudi v Sloveniji zelo, zelo razdeljena in to ravno ono je, pač
mislim, da v Sloveniji, da sem se še menil z enim kolegom, to pa mi, ko gledaš Ameriki, pa imajo splav, pa vera, pa ono kaj, to, oni so ful razdeljeni, oni so ful imajo te politične debate, to je del folklore. Dejansko pri nas tega ni bilo do momenta beguncev. Ko so prišli begunci, je pa kar naenkrat bilo, eni so bili vsi pridite, eni so bili ne noben ne sme priti. Ja. In zdaj tak, žal je tak, da pač se ti lahko nekdo prešverca, ki bo kriminalec. Škoda, žal, težko ga oceniš, ko prije na mejo. Sam načeloma imamo v Sloveniji dosti kriminalcev, nismo tudi taka čista družba, da bi zdaj pač, ne, mi smo tak vreda, doben ne sme več priti, ker mi smo pa res tak vreda, fukjeno, ne. In pol je bilo seveda, da je neki begunc eno posilo, kar je hudo, kar je zdaj zaznamovalo to žensko do konca življenja. Ampak načeloma je 300 posilstev v Sloveniji prijavljenih bilo tisto leto, ne. Tako da škoda je, ampak kak velika škoda je proti vsem ostalim, ne. Jaz ful ne bi rad, da bilo koga posilijo. Jaz res privoščim tega nobenemu. Jaz bi res rad imel neko šablono, s katero bi človeka ocenil, kaj bo on v prihodnje naredil. Ampak tega ni, ne. Ampak glih na tej točki smo se kot narod ful razklali prvič, ne. In zdaj smo se še bolj, ne. In jaz mislim, da je to glih zaradi tega, ker ni komunikacije proste, ne. Ker zdaj imaš Novo TV, ko pač trajba svoje in pač ljudje verjamejo očitno in imaš tudi RTV tega zdaj kriva, da tudi pa kontra zamečejo na istem nivoju. In se neka borba v bistvu odvija, ljudje pa se jim pa samo strah dviguje v bistvu, ne? Ker več ne moreš imeti niti svojega mnenja, ker postaneš zmeden ob toliko informacijah. Ne? Ja. Jaz osebno sicer zelo malo spremljam medije, ravno zaradi tega, ker se skušam izogniti pač te zmedi, ker se me vseeno vedno znova dotakne. Ampak se strinjam pač s tem, da je problem, če se stvari dogajajo, ki Ja, moj argument je bil, težko opredelimo, v bistvu, kam zares spadajo. Težko vprašanje so, definitivno so težko vprašanje, ampak zato je treba, to je bil moj argument, da je treba več komunikacije imeti na večjih spektrih iz več različnih vidikov, sam zato, da se ugotovi, da se prije te stvari nekam do konca. Ne. Jaz imam ful veliko kolegov, ali pa pač, veliko kolegov imam, ampak ene par kolegov imam, s katerimi lahko res debatiram. Ne. Smo čisto na nasprotnih straneh, ampak načeloma, ko greš domov, ne, pol, ne, to, z enim kolegom imamo, veš, nedelja, McDonald's, politične debate. Okay. Ne, logično, ne. Zdaj sem se na škatle spet spomnil, ker si taki label dal, nedelja, McDonald's politične. Tu smo se enkrat, skregati smo se hotela zaradi nečesa in pol smo rekli, zakaj mi je v nedeljo McDonald's gremo, pa se to meni tako, ok, pa smo se režala naprej. Ampak vedno je tak, da se hočejo, vse res ima že na točki tek, ne, ti nimaš prav, fertik. Pa se pol domov pelama, pa smo cool. Pa se pol menima spet največje bedarije ali pa spomine, ker pač smo bila cimra 8 let in smo na dopuste skozi hodili in bla, bla, bla. In je pol sproščeno. Sem pač glih tu, pol jaz začnem študirati čez 2 dni, mogoče ima pa Marko to prav, mogoče sem pa jaz narobe študiral, ne? Mogoče v tistem momentu smo... Je pač tisti ego premočen, naprimer, ne? Ampak potem, ko si malo sam za sabo, ko v bistvu ta ego spet gre malo dol, ne? Pa malo bolj transparentno vidiš stvari, ne? Ja, in to je ful pomembno, ne? In zdaj pa, če smo pa razdeljeni, pa so eni tam vizoli potiskajo Ivana Galeta, ko ne kamo lahko zamerijo sploh, ker pač on je glih tu najbolj čisti lik bil v tej zgodbi, ne? Po drugi strani eni bi komunizem nazaj in poslije tam vse ni več v sredini nobenega, ali pa so vsi tiho, ne? Ampak glih to je problem, ne? Ker se hoče RTV definancirati, ker se tuji denar noter vabi v Slovenijo zato, da se pač dejansko propaganda širi. In glih tu je problem. In to dejansko lahko na nivo posameznika daš, ne? Ja. Ne? Ja, meni se zdi, da je veliki problem pač današnje družbe tudi to, da ljudje niso več povezani s sabo, zato ker nimajo dovolj časa, da bi sploh razmišljali v miru ali pa tako ti praviš, se vozim domov in potem pridem mogoče do nekih drugih občutkov glede tega nasprotnega mnenja od mojega kolega. Da so urniki ljudi preprosto prepolni in polko se pa še napolnijo z vsemi temi borbami medijev, eni tak, drugi drugač, da ljudje odreagirajo zelo
po vetru, ali kako bi rekla, ne, in se borijo za nekaj, kar sploh ne razumejo. Ne. Zakaj pa je ta potreba po borbi, da se borijo, ne, tako praviš, da so pač Ivana Galeta napadali, kakorkoli, brez da bi sploh razmislili, zakaj se sploh gre, ali pa tako si rekel, zakaj bi njega. Ne. Ja. Je pa po mojem pač ta splošni nemir, ki v človeku je zaradi tega, ker ljudem ni več dovoljeno biti to, kar so, že skozi vzgojo, po mojem, že vzgojeni smo na tak način. Ne vem, sploh punce bi rekla, ne, zdaj spet mogoče se navežem na to, da se punce vzgaja drugače kot fante, pri obojnih se dela pač napake, ne, pri obojnih se oddaljuje pač, po eni strani govorimo, bodi to, kar si, po drugi strani pa cel čas nabijamo, da pač vedno si lahko lepša, vedno si lahko bolj pametna, ali pa pri moškem tudi ne, vedno lahko zaslužiš več, vedno si lahko boljši športnik, boljše zgledaš, ne, vse to. In s tem sporočamo cel čas, da takšen kot si nisi okej. Ne. In to človeka dela v bistvu v sebi nervoznega. Ne. To je ta osnovni problem, se mi zdi, današnjega človeka, da v bistvu ne sme biti v družbi to, kar je, oziroma vsaj prepričanje, da ne sme biti, to ga dela nemirnega in potem pač eksplodira na stvarih, ki sploh niso v bistvu povezane s tem. Ja. Vem, delam na radio, včasih kdo pokliče čist neke stvari, ko se ga sploh ne tičejo, ampak on zaradi tega zdaj se mu je nalagalo, ampak on nas pokliče pa to ste tako zafukali, da no je nenormalno. Jaz imam zdaj manjšo plačo, on tam poslušalec ima manjšo plačo pri eni drugi firmi, ker smo mi nekaj zafukali. Se ti pravim, ne, pač ljudje zelo hitro eksplodirajo in sploh ne razmišljajo. In se mi zdi tudi, da je tudi povezano še z eno stvarjo današnje družbe in sicer, da ne odrastemo zares. Da ostajamo v bistvu otroci v nekem tem otročjem obnašanju, kar pa za mene pač pomeni postati odrasli, ko res prevzameš odgovornost za vse, kar narediš in torej tudi za vse, kar rečeš. Ne? Odgovornost je dobra beseda, ker to sem zdaj še razmišljal. Slovenija je tako lepo, tukaj je socialno, tako je v redu družba, tukaj imaš nekih mrež sociale, ki te bo rešile pred tem, da boš pod most dejansko šel, da ne rabiš preboleti svoje travme. In lahko nosiš s seboj in jamraš, kak je v Avstriji boljše, kak se ne da, kak je univerza slaba, zakaj je Koroška zaprta, cesta Koroška, če nekdo iz nekod posluša, si mislil, da je Koroška zaprta. V Mariboru je Koroška cesta zaprta in to je velika polemika, to je največji problem v Sloveniji. Ampak dejansko ne rabiš te svoje travme preboleti, ker pač ne rabiš. Tako si rekla, ne odrasteš, ne sprejmeš svoje odgovornosti, da si ti odgovoren za to, da tiska ven daš. Pa če je to zapis na Facebooku o Koroški ali pa je to po slabem razmerju ali pa slabem koncu razmerja, da potem narediš. Pa tudi za svojo srečo, konc koncev. Če bi ljudje prevzeli odgovornost, bi tudi se malo bolj strateško lotili iskanja svoje sreče, ne? In bi slejko prej prišli do spoznanja, da sreče ni v tem, da iščeš nesrečo drugih ali pa da v bistvu obešaš krivdo za to, da si ti nesrečen na zunanji svet. Ne? Se strinjam. To je nekaj, tega se rekla, to osebna odgovornost, ki jo imaš A do sebe, B do bližnjih, C do vseh, ko berejo tvoj post na Facebooku o Koroški cesti. Ne? Do celotne družbe. Ja. Fuck, jaz to moram videti.